Dober dan, zopet smo skupaj. Dober dan, dober večer in to, kar bomo razmišljali, naj bo v korist za nocoj in za jutri. Tako. In 3 pike naprej. In 3 pike naprej. In ker že cel mesec razmišljava, oziroma že skozi vse najine pogovore razmišljava o življenju, o tem, kako se spopadati z vsemi izzivi življenja, mi je danes nekako prišla na misel to, ker ti večkrat rečeš, življenje ni enostavno. Ne, ni enostavno. Ni enostavno in v življenju velikokrat pride tudi do tistega kratkega stika pri odnosih. Ko ne raste temperatura. Tako. Ja. Zelo zanimivo, kako smo mi že fizično občutljivi. 36 pa še nekaj si zdrav. 37 pa še mečken, si pa že bolan in te kuha in se ne počutiš dobro. Nismo občutljivi samo, bi rekel, glede fizične temperature, ampak smo ljudje občutljivi tudi glede notranje temperature, kot si rekla, so trenutki, ko nas noter pogreje, rečemo, in potem se razbohoti, ne, bi rekel, fizična bolezen, ampak čustvena prizadetost, čustvena ranjenost, čustveno v narekovajih rečeno zbolimo, in ni enostavno, ker vemo, že za prehlad potrebuješ ponavadi recimo teden dni. Tudi za notranjo prizadetost potrebuješ čas, da se na nek način zadeva sanira. Ampak tu so določene pasti, predvsem vidim past v tem, da umolkneš. Kot rečejo, slika je, tone pa ni. Ampak takrat tona ni navzven, se pa pišajo zadeve, izrekajo besede v moji notranjosti. Takrat jaz pišem scenarije ob tistem, kar mi je nekdo nekaj naredil. Ampak te scenarije pišem to, kar pripisujem drugemu. Pripisujem iz lastnih izkustev, iz lastne dediščine. Ni rečeno, da je on mislil kaj tak hudega, kot sem jaz to kot hudo doživel, zaradi občutljivosti, ali pa zato, ker sem že daleč nazaj lahko doživel podobno situacijo, ki je dejansko en dogodek samo obnovil in dejansko odprl staro rano. Ampak mi pišemo, pripisujemo, to je hotel, tako je mislil, nimam, potem pa še nimam rad. In potem so to scenariji, ki so v zgodbi, bi rekel, turobni, takšni, kot ne bi smeli biti. In dlje časa, kot jih pišemo, hujši so, Ja, hujši so. In potem gorječe imaš še v narekovajih prijateljico, ki podpihuje to, kak si ti reveš, kak je res on nehvaležen, kak je to, namesto da bi delali v smeri sprave, da bi bili mediatorji, da bi skušali razumeti in zaznati ozadja ene in druge osebe in povezovati v skupnih imenovalcih, so ponavadi lahko takšni, bi rekel, neprimerni družabniki, tisti, s katerimi se družimo, še povzročitelji globljih razpok. Zato je rekla sveta Terezija Avilska, za prijatelje si moram izbrati najboljše, tiste, ki so konstruktivni, tisti, ki mi pomagajo k rasti, tisti, ki nama pomagajo v rasti v medsebojnih odnosov, ne pa tisti, ki razdirajo, ki še notranje ločujejo, ki podpihujejo, da je zapisani scenarij, tisto, kar pripisujem drugemu, dejansko še bolj negativno, še bolj moreče, še bolj takšno, kar razdvaja. Zato ni večera, da bi legli tiho spat, da bi bila samo slika, ne pa glas. To mora biti zakon. Ne bova legla k počitku, preden zadeve ne razčistiva. Da pa lahko zadevo razčistiva, se ne bova obstreljevala, ampak si povedala svojo doživljajsko resničnost. Ne svojo resnico, ampak bom povedal, jaz sem to situacijo tako pa tako doživel. To ni resnica, to je moja osebna miselna, doživljajska resničnost.
In ti ne rabiš biti tukaj zdaj prizadet, imeti občutkov krivde in braniti. Ne. Ti pa povej svojo doživljajsko resničnost, kaj ti znotraj. Veste, najbolj se prizadenejo ljudje, ki se imajo najraje. Mene ne more nihče tako prizadeti kot oseba ljubezni, ker seže do srca in srce joče. Zato mora biti zakon, danes je bilo to pa to, jaz sem to doživel tak pa tak. Ne braniti, ne razlagati. Ti pa povej, recimo, razložiš, ne? Ti pa povej svojo doživljajsko resničnost in tukaj bo dejansko ljubezen povezana. Torej ne pogovor obstreljevanja, to pa to pa to, in pol streljaš ven še tisto, kar ti pripisuješ, kar si pripisal, in sploh ni res, in še iz ozadja, iz preteklosti nabiraš naboje in streljaš. In to je skušnjava, zato ker mi želimo bližnjim povzročiti, kar so nam povzročili. To bo skušnjava, da bi streljali. Ampak zato je treba vaditi in razumeti, kako delujemo. Ne bom streljal, ampak moj pogovor ne bo nikoli tak si, taka si. Ampak tako sem te doživel, tako sem doživljal na nivoju doživljajske resničnosti. Torej nikoli obstreljevanja. Besede tak si, taka si so očitanja, to je medsebojno obmetavanje, v katerem smo lahko mnogo bolj otročji od največje otročarije. Nisem omenjal otroški, ampak otročji. In če so otroci otročji, smo mi lahko odrasli strašno otročji, ker smo nezreli in nedozoreli za medsebojno komunikacijo. Ker se jo je treba učiti, ozavestiti, potem pa vaditi. Ni dovolj, če zdaj reče, mogoče je pa res fino, da ne rečem tak si, ampak tako sem doživel, tako sem doživela, ne? Ampak uporabil bom pa stari način. Nič se ne bo spremenilo. Sreča je odločitev. Ne? A se bom odločil za tiste začimbe, za tiste premike, za tiste pristope, ki bojo dali odnosu dihati, ali bom pa še naprej moril samo zato, da se bom sprostil. Pomembno je, da se oba odločita za srečo v sožitju. Upam, da oba gledata zdaj tudi tole najino klepetanje, ker ti gre za napor. Brez muje se še čevelj ne obuje. Kako naj bi se brez nekega truda uredila žlahtnost v medsebojnem sobivanju? Ne se hecati. Tudi tu je potreben trud, določeno vedenje, potem pa vaja. Vaja. Pa ko ne gre, tudi beseda oprosti. Pa ko vidiš, da je bližnjemu šlo, da ni rekel spet si taka, ampak je rekel, joj, tako sem doživel situacijo, ne? Pa rečeš hvala, ker si to izrekel. Daš priznanje. Hvala, oprosti. Ne? To so čudodelne besede, ki jih tudi ne gre spregledati. Katerim se vedno znova vračamo. Ja, so terapevtske. Ne? Pomagajo, da nihče izmed nas ni popoln, ne? In so določena orodja, midva sva danes govorila o načinu pogovarjanja, torej, da izstopimo iz molka, zamire, ne? In pisanja scenarijev, pripisovanja, kaj je on hotel, kaj je s tem mislil, ko je rekel, ne? To ti misliš, kaj je on mislil, ti ne moreš vedeti, ne? In da se pred spanjem pogovorimo, recimo, kako smo neko situacijo doživeli. Jaz nimam resnice, ti nimaš resnice. Ti imaš samo doživetja, na podlagi katerega razbiraš, resničnost pa se prebudi v odnosu. In ta resničnost je pa v ljubezni. In kaj reče za konec kot druga? Hvala, da ste z nami. In se vidimo.